Tisto, kar sam se smatram za res največji izziv, ta trenutek, je pa ta splošna nediskriminacija. Zdaj, ta je zelo zahtevna zadeva. To pomeni, kjerkoli pravni sistem garantira katerokoli pravico, jo je treba nediskriminatorno uporabiti. Razen, če je seveda že sama osnova za tisto pravico toliko specifična, kjer se lahko resnično nanaša zgolj na državljana. Tam hitro pridemo do državljana EU ali tistega, ki je legalno v EU in se ta krog marsičem razširi. In jaz mislim, da je tle res veliko vprašanje, ta splošna nediskriminacija. Če bi to postalo del pravnega reda, slovenskega pravnega reda, bi na dolgi rok pomenilo revolucijo. Na dolgi rok. Na kratek rok pa, ne vem, bi bilo treba konkretne primere kolizije s tem načelom splošne nediskriminacije pravzaprav videti. In tukaj mislim, da je tisto, kar je, bom rekel, najbolj v narekovajih revolucionarno znotraj človekovih pravic, ki so legitimen del sistema, tako mednarodnega kot notranjega, na tem se utemeljuje, na tem je možno, bom rekel, spreminjanje, postopno transformiranje družbe v smeri tega, da bi bila ta družba človeku, posamezniku bolj prijazna. Zdaj, to mi je glede na to prvo vprašanje. Drugo vprašanje, EU in človekove pravice. En problem Evropske unije, oziroma Evropska unija je, bom rekel, z svojimi pogodbami skušala človekove pravice postaviti na isti nivo, kot so postavljene svoboščine trga. In to je bila tista listina o temeljnih pravicah Evropske unije, ki je sicer skupek minimalnih standardov, ki veljajo med vsemi članicami, ampak tisto, kar je v ozadju celotne zadeve, je tako v ustavni pogodbi, ki ni bila ratificirana, kot sedaj v Lizbonski pogodbi pristojnost sodišča, da sodi v pristojnost sodišča, da lahko uporablja to listino, da jo ima kot enega od virov. In tisto, kar se v Evropski uniji nekako ni uspelo še, in dokler pač ne bo pravno, formalno, recimo Lizbonska pogodba ratificirana, ne bomo mogli govoriti o tem, da so človekove pravice na istem nivoju, kot so svoboščine, ki so vezane na trg. Torej, svoboda gibanja oseb, kapitala, blaga in storitev. No, bomo isto peto še mičke odmislili glede na pravni status, ker ga ta trenutek razen politično niti nima tako velikega. In tukaj mislim, da je to glavno vprašanje, notranje vprašanje človekovih pravic znotraj same Evropske unije. Ob tem pa je treba povedati, da seveda je del socialnih pravic, ki so bili vezane na sam trg, bil skozi postopek delovanja ali pa skozi zgodovino delovanja Evropske unije mnogo bolj zaščiten, celo sodno zaščiten v primerjavi z ostalimi, ki poznajo samo priporočila mednarodnih organizacij in potem poročila nazaj, pravzaprav posameznik na to, glede socialnih pravic, ne more stopiti pred sodišče in nima takšnega efektivnega mednarodnega nadzora, kot je v prvi generaciji človekovih pravic, ko je možno, potem, ko se izkoristijo vsa notranja pravna sredstva, pristopiti tudi k, bom rekel, ali med, recimo, Evropskemu sodišču za človekove pravice podati zahtevek tam, če je seveda ta zadeva legitimna, ta lahko sodi tudi proti državi, od kode pravzaprav prihaja. To je glede tega evropskega vidika. Očitne kršitve, ja, deloma del odgovora je skrit že v samem razumevanju tega, kar sem prej rekel. Tudi kadar gre za to, da bi se posameznik skliceval ali pa bi skušal si mednarodno zaščititi, kadar mu je to dopuščeno z pogodbami, ki jih ratificirajo države. Takšen je pač trenutni mednarodni red, ki jih ratificirajo države. Ko mu je dopuščeno, da se sklicuje na, bom rekel, človekove pravice in da pred mednarodnim instancom toži svojo državo, ki je na to že naprej pristala, mora izpolniti vsa notranja pravna sredstva. Torej, ta vidik državo centričnosti celotnega sistema obstaja. In ta je tudi razlog, zakaj se ta logika, ki je mičken sprevrnjena glede delovanja mednarodne skupnosti, še vedno ohranja. Torej, človekove pravice niso
prva zadeva v mednarodni skupnosti. Če gledate recimo ustanovno listino, boste videli, da najprej varovanje mednarodnega miru in varnosti, stabilnost, red, potem pridejo vprašanja človekovih pravic, gledano na globalno. Sicer se lahko politiki drugače sklicujejo, ampak v praksi se tako dogaja. Zdaj, tisto, kar so neke omejitve, glede to vrstnih praks, je seveda, da tudi, ko je najmočnejša država krši človekove pravice, obstajajo odpori tudi na strani drugih držav. Zdaj, ali to sprejmejo kot legitimno omejevanje človekovih pravic, ali te zadeve ne sprejmejo kot legitimno omejevanje človekovih pravic, od tega je odvisno, kako bodo človekove pravice uporabljali v nadaljni mednarodni praksi. Zdaj, tam je možno zelo malo narediti neposredno na same Združene države, razen kolikor same ne spremenijo tega svojega odnosa in tam na vso srečo toliko demokracija le obstaja, saj na dolgi rok lahko imamo neko upanje, da se bo ta praksa spremenila. Pri ostalih je pa zadeva takšna, da v bistvu, človekove pravice so lahko del, bom rekel, te agende, zunanje politične, včasih se celo utemeljuje zunanja politika na tem, ampak običajno je to bolj retorika, ideologija, kot dejansko spoštovanje človekovih pravic. Ni nujno, da je vezano na to, da zagovarjaš človekove pravice v mednarodni skupnosti na tvojo lastno prakso spoštovanja teh človekov.